Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške Karle Erjavec in Vesna Pusić na Otočcu skupaj s finančnima strokovnjakoma Francetom Arharjem in Zdravkom Rogićem iščeta rešitev vprašanja prenesenih deviznih vlog varčevalcev Ljubljanske banke, ki bi omogočila, da Slovenija pravočasno ratificira hrvaško pristopno pogodbo z Evropsko unijo. Ministra menita, da bi rešitev lahko dosegli do konca meseca, ob tem pa sta dala vedeti, da bo za dosego dogovora potrebnih še nekaj srečanj. Po zadnjih pričakovanjih naj bi bil dogovor dosežen do marčne seje Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na zahtevo poslanske skupine SDS razpravlja o premoženjskem stanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča. V SDS-u izpostavljajo nejasnosti pri Klemenčičevem finančnem stanju, njegovih dolgovih in poroštvih. Očitajo mu še, da hiše ni vpisal v register geodetske uprave. Goran Klemenčič je vse očitke zavrnil. Poudaril je tudi, da se nič od očitenega ni dogajalo v času njegovega upravljanja javne funkcije. Z današnjim dnem se začenja večdnevna preventivna akcija za večjo varnost pešcev na slovenskih cestah. S številnimi preventivnimi aktivnostmi želijo na Agenciji za varnost prometa pešcem sporočiti, da za večjo varnost z uporabo odsevnih teles lahko poskrbijo tudi sami. Voznikom pa, da naj bodo do pešcev zlasti v naseljih strpni. Najboljše smučarke na svetu so na svetovnem prvenstvu opravile prvi trening smuka, medtem pa v Sloveniji še zmeraj odmeva zmaga Tine Maze na prvi tekmi svetovnega prvenstva. Superveleslalom, ki se bo zapisal v zgodovino po 13 predstavitvah starta in hudem padcu Lindsey Vonn, je razveselil slovenske ljubitelje smučanja. Drugo mesto je dosegla Švicarka Lara Gut, tretje pa Američanka Giulia Mancuso. Ilka Štuhec je bila odlična 6. Ja, bo lažje, ne bo lažje, vsakič je treba biti zbran na štartu. Nočem kakorkoli popuščati, hočem pokazati to, kar znam, to, kar sem trenirala in bo vsakič na štartu bo nova nervoza, ampak zdaj ena je oddelana in pred nami bo verjetno še lepše. Zelo sem vesela, da mi je uspelo se pač v tem kratkem času, potem, ko so rekli, dobro, zdaj pa štart bo, glede na to, da so ga predstavljali zelo dolgo, da sem se uspela dobro skoncentrirati in pač odpeljati maksimalno. V Schladmingu se svetovno prvenstvo nadaljuje tudi z moškimi tekmami. Danes so se za kolajne potegovali superveleslalomisti. Zlato si je prismučal Američan Ted Ligeti, ki je na progi Planaj v Schladmingu ugnal vso svetovno konkurenco. Srebro je osvojil Francoz, bron pa Norvežan. Na startu so bili tudi 4 Slovenci. Klemen Kos je bil 28., Boštjan Kline 31., eno mesto slabši pa je bil Andrej Šporn. Rok Perko je osvojil 36. mesto. Slovenska nogometna reprezentanca bo zvečer v Stožicah igrala prijateljsko tekmo z Bosno in Hercegovino. Izbranci Srečka Katanca si želijo zmage, ki bi, kot pravijo, veliko pomenila za prihodnje tekme. Slovenija je doslej z Bosno in Hercegovino igrala 3 tekme, vselej je izgubila. Padavine bodo zvečer postopno ponehale. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Čeprav še ni znan novi lastnik, naj bi mariborsko letališče poleti znova oživelo. Predstavljamo vam prve znane kandidate za župana Maribora. Pred kulturnim praznikom so v Mariboru pripravili srečanje osnovnošolskih gledaliških skupin. Novice z Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.